Pozdravljeni. Kaj se zgodi, če se vprašamo, kdo je Bog? No, pa poskusimo. Mogoče bolje, če se vprašamo, kaj je Bog? Pa še vedno smo precej daleč od tistega pravega vprašanja. Kaj pa, če se vprašamo, kaj ni Bog? Malenkost bliže, vendar še vedno precej daleč. Če poskusimo z besedami, no pa poskusimo. Lahko bi rekli, da je Bog vse, kar obstaja, in tudi vse, kar ne obstaja. Torej, oboje hkrati. Bog je tudi dobro in slabo hkrati. Bog je velik in Bog je mali. Bog je tudi največji in najmanjši. Kako je to možno? Ali se da sploh kaj takega opisati? Mogoče pa se res ne da. Lahko poskusimo še enkrat. Umetnik riše sliko in lahko razpolaga s paleto barv. Katera barva pripada Bogu? Lahko bi rekli, da vse barve ali pa celotna paleta. Okej. Težko bomo z besedami se dotaknili, česar se ne moremo dotakniti z besedami. Kot ogenj, ki se ne more opeči, in voda, ki se ne more zmočiti, se tudi Boga ne da opisati, ker Bog je opis. Bog je ogenj in je voda in je spet vse. Ampak to vse ne moremo zajeti z besedami, torej z našim razumom, z našo glavo. In kako potem takem lahko sploh vemo? Mogoče pa ne moremo in je potrebno zaupati onkraj vidnega, onkraj slušnega, dejansko onkraj zaznavnega. Ker vse to dejansko obstaja na nekem platnu. Ker ta umetnik riše to svojo prelepo sliko ali naš svet in nekaj mora obstajati, da vse skupaj drži v neki smiselni celoti. Neka inteligenca stoji za vsem tem. Ampak ta inteligenca je tudi znotraj nas. Znotraj vsakega izmed nas. In sodeluje pri tej božanski drami, ki si jo igramo tukaj. Ja. Hočeš, nočeš, si del tega. Ali se zavedaš, ali se ne.
Lahko se sprenevedaš, lahko se ne. Ne igra nobene vloge pri tem, kdo v resnici si. Če je Bog vse, kar obstaja in kar ne obstaja, in ti obstajaš, kdo si ti? Hvala.